Ime Lancome, ime samo skriva v sebi ameriške, bom rekel, oziroma angliške kratice, Local Area Networks, Computers, Communications, recimo, ne. To je bila pa tudi naš core business. Poleg vsega našega, bom rekel, dela, strokovnosti, zavzetosti, je bilo tudi ime zelo pomembno, da smo bili hitro razpoznavni, čeprav so nas nekateri z Lancomom zamenjevali in smo imeli celo enkrat z enim inšpektorjem zaradi tega težave. Smo pa bili ena izmed prvih firm v Sloveniji, ki je naštudirala in tudi tržila računalniške mreže. To je bila Jožetova vizija. On je bil z še enim partnerom takrat kot SP, je začel. Mene so povabili zraven, Jože me je povabil, par mesecev po tistem, ko so to registrirali. Midva sem se poznala že od prej, od prejšnje službe, pa je Jože očitno ocenil, da bi se dobro dopolnjevala, kar se je potem tudi izkazalo. Oče je bil tisti, ki se je spomnil imena, ki je zaštartal to kolesje. V času, ko je bil IT povsem nova branža, je začutil priložnost, imel je veliko tehničnega znanja in znal je biti potrpežljiv. Nekako pa se mi je vedno zdelo, da je njegova karizma tista, zaradi katere je marsikdo sprejel izziv, da se pridruži Lancomu. Dobro smo se razumeli, ne? Sploh od začetka, ko nas je bilo manj, smo bili res tako ena družinica, se meni zdi, ne? Ja, odnosi so bili zelo odprti, ne, prijateljski in si kar začutil, ne, neko domačnost. Zato se kar malo po začetku, ko so prišel na firmo, razbijal tisti strah pred negotovostjo. Smo imeli vedno tak nekak poslovno-prijateljski odnos. Odkar pomnim, je bilo to, da se vidva recimo nikoli niste kregali, pa če je bilo kdaj kaj, je bilo, bom rekel, vedno za konstruktivni namen, vizija firme je bila vedno trdna, vedno je bila sestavljena, bom rekel, z neke kombinacije mnenj obeh. Vedno se je šlo za enakopravnost, ni se šlo za to, da je eden prevladal nad drugim in vedno se je šlo za skupno dobro. Jaz pa drugače v koncu 80-ih let, ko je nastala gospodarska kriza, vsi, ki smo delali v kakih močnih, nekdaj močnih državnih podjetjih, smo začeli iskati službo. Mene je pa presenetil klic iz Lancoma, povabili so me v sodelovanje. Povabilo sem sprejel, ker sem začutil, da bo iz te male obrtne delavnice nekoč še zraslo nekaj velikih. Ja, jaz sem vedno imela željo priti v neki mlad, perspektivni kolektiv. Znak izbira in potem sem se odločil pač za Lancom, ker se mi je zdelo tako po občutku najbolj perspektivno podjetje. Vodstvo se mi je zdelo kar ok, no, na dveh razgovorih, kjer sem bil, in potem smo se tako našli na veliki petek leta 92. Lancom je bil takrat mlado perspektivno podjetje in se mi je zdelo v redu, da se mu pridružim. Recimo velik uspeh, mislim, da je to, da smo leta 93, se pravi 4. leto po registraciji firme, postavili to hišo, ker zdaj smo notri. 900 kvadratnih metrov, za tiste čase super sodobna zgradba. Nas je bilo tam, ko smo začeli graditi, okrog 15 zaposlenih. Čeprav v teh letih, kot specialist za heavy duty tiskalnik, sem imel kar nekaj ponudb, da bi šel na boljše delovno mesto, ampak tukaj sem praktično od začetka, ne, in smo garali v začetku vse od zore do mraka skozi. In bolj, ko pogledaš nazaj, imaš občutek, da si tudi ti pomagal malo prirasti firme, pa da pripadaš k njej, da si del tega in ti bi bilo zelo težko, če bi moral. Postali smo zastopnik za Samtrona, monitorje in pogosto podvadi celo v petek je prišel šleper monitorov. Takrat je vodstvo z vsemi vodji stopilo na vrata, alarm čez firmo in kompletna firma do zadnjega je bila v vrsti pred šleperom in monitorji so šli iz roke v roko. In to je bilo celo podjetje na kupu z vsemi direktorji in to je
Ljudje so čutili neko, bom rekel, pripadnost, vsi smo tu prijatelji, delamo, ko je vojna, ko pa pijemo. Lastna proizvodnja PC-jev je bila takrat aktualna. Naša usmeritev pri PC-jih je bila pa vedno kvaliteta. Se pravi, nekatere firme so se takrat orientirali samo na to in so šli v maso in tako dalje. Mi nismo šli v tako maso, ampak smo gledali to bolj kot, bom rekel, kombinacijo dobrega lastnega PC-ja z dobrimi strežniki, novelom, ethernetom in tako dalje. In ta kombinacija je morala delovati perfektno. Tudi je. Lepa leta so bila to. Posvetovati mislim, da je bilo na Bledu. Takrat smo še bili kar mladi. Na osnovi teh posvetovanj in seveda tudi ostalega pogostega druženja s strankami bi jaz upal trditi, da je firma tako uspešna že dolga leta na temelju istih strank, ker so tu vzpostavljene zelo, zelo prijateljske relacije ravno na račun takih dogodkov. Ta srečanja niso bila taka kot zdaj, ne. Mi smo natovorili v bistvu celi tovornjak skoraj da eno leto, ne. Včasih tudi 2 tovornjaka opreme, ne. In to je bilo res. Pravi sem je bil. Pravi sem, ja, taki. Res. Jaz sem predvsem ponosen na naš napredek skozi leta. Od PC-jev, novelov do zahtevnejših strežniških sistemov, ERP podpore, rešitev po meri, sistema za obveščanje potnikov in sedaj še upravljalca železniškega voznega parka. Nič od tega ne bi bilo možno, če ne bi bilo zdrave osnove. In tukaj je bil moj oče, Jože Jurgec, tisti, ki je znal tim vedno povezati in biti spredaj. Zato smo tu, kjer smo, in ni nas strah, kam gremo. Ta vizija, njegovo delo, tu nekako še vedno živi v tem Londonu.